V digitalnem središču Slovenije je 15. decembra 2021 potekala konferenca o prihodnosti industrije in internacionalizaciji, katere se je udeležilo preko 70 predstavnikov gospodarstva in politike, številni pa so spremljali neposredni prenos preko spleta. Udeleženci konference pod naslovom V tranzicijo z ambicijo so razpravljali o kompleksnih izzivih, ki jih slovenskemu gospodarstvu postavlja preplet sprememb, ki zahteva poglobljen, celovit in inovativen pristop. Le na tak način bo lahko ohranilo svojo odprtost, krepilo odpornost na mednarodnem trgu in izvedlo zeleno in digitalno transformacijo, so se strinjali udeleženci iz Evropske komisije, Vlade Republike Slovenije in podjetij, ki so celoten program zaokrožili na skupnih okroglih mizah. O novem programu spodbujanja investicij in internacionalizacije je minister Počivalšek povedal. Program spodbujanja investicij temelji na smernicah zelenega, kreativnega in pa pametnega gospodarstva. V tem programu smo vse naredili, da upoštevamo digitalni in pa zeleni prehod. Na eni strani in drugi strani pa želimo spodbujati izvoz slovenskega gospodarstva, spodbujati tuje neposredne investicije, ki so usmerjene v krožni in pa odgovoren razvoj. Spodbujali bomo tudi investicije slovenskega gospodarstva v tujini, prepoznavnost Slovenije v svetu in pa na koncu koncev ključna zadeva, da ustvarjamo konkurenčno in pa predvidljivo poslovno okolje za vso gospodarstvo, seveda pa predvsem za izvoznike. Generalni direktor Gospodarske zbornice Slovenije Aleš Kantarutti je tako strnil usmeritve zbornice za boljšo prihodnost industrije in internacionalizacije. Glede na to, da je Gospodarska zbornica Slovenije vmesnik, da tako rečem, glasnik gospodarstva oziroma podjetij, članov Gospodarske zbornice, potem moramo biti seveda njihov glasnik dejansko in moramo biti tudi glasni. Zakaj moramo biti glasni? Zato, ker so časi, ki so pred nami, izjemno zahtevni. Časi, ki zahtevajo transformacijo tako na področju digitalizacije, na področju zelenega, okoljskega in še česa, zahtevajo pač hitro ukrepanje, zahtevajo tudi inovativne pristope, inovativne ukrepe. In naša naloga je, da kot zbornica poslušamo in prisluhnemo gospodarstvu, podjetjem, našim članom, skupaj oblikujemo predloge, jih dodelamo in te predloge potem posredujemo odločevalcem, torej vladi, različnim ministrstvom in prav to počnemo. Internacionalizacija in po drugi strani industrija sta dva temelja slovenskega gospodarstva. To že od osamosvojitve naprej in bosta tudi v prihodnje. Zato moramo pomagati slovenskim izvoznikom do novih poslov, predvsem tistih z višjo dodano vrednostjo. Jaz sem dopoldne govoril o internacionalizaciji višjih oblik, kar pomeni, da moramo biti tudi na zbornici dobri, poznati, dobro usposobljeni, da podjetjem omogočamo pristop k različnim razvojnim projektom na evropskem nivoju in tudi seveda projektom, ki jih ponuja tako država kot tudi Evropska unija. Industrija je pred zahtevnimi časi, omenjena transformacija jo ne bo zaobšla, nasprotno menim, da je prav industrija tista, ki mora poganjati vse transformacijske procese. Če bo industrija v Sloveniji močna, bo tudi slovensko gospodarstvo močno. V razpravi o odprtosti slovenskega gospodarstva je sodeloval tudi Peter Podlunšek, generalni direktor podjetja Medikop d.o.o. O tem, kako delujejo na trgih izven Evropske unije, je povedal. V bistvu Medikop je na področju medicinske opreme 60% svoje proizvodnje izvozi na trge izven EU-ja. Tako da smo naša prisotnost je praktično od Kitajske, Bližnjega vzhoda, Emiratov, nazaj proti Ameriki in pa Evropi. Tako da na trgi izven EU so za nas bolj pomembnejši celo, kot je mogoče celo samo evropski trgi. Na nabavni strani se večinoma fokusiramo zdaj na Evropo, kajti vemo, da transportne poti izven Evrope so enostavno preveč rizične, preproblematične, predrage. In naš supply chain v bistvu zdaj delamo v enem radiusu 200, 300, 500 km, če se le da, ne več od tega. Kajti COVID je prinesel bistveno spremembo na tem področju
In ravno to je ena od prednosti zdaj v tem obdobju, da smo uspeli prestrukturirati vse nabavne poti in smo dosti neodvisni od vzhoda. Na okrogli mizi na temo zelenega in digitalnega prehoda slovenske industrije je sodeloval tudi dr. Miha Bobič, podpredsednik poslovne enote Daljinska energetika v podjetju Danfoss Strata d.o.o. Na vprašanje, kako se z izzivi digitalizacije, ekologije, globalizacije in kadrov spoprijemajo v podjetju, je odgovoril. En izmed največjih driverjev v prihodnosti bo seveda razogljičenje, ekologija. In ekologija kot taka zelo prizadene vsako podjetje in ne samo podjetje, ampak tudi njegovo dobavno verigo, ker pomeni, da je treba razogljičiti dobavno verigo, razogljičiti samega sebe in razogljičiti svojo ponudbo. In podporni trendi, ki so pri tem razogljičenju, so recimo tudi digitalizacija, ki je v bistvu orodje, kako se lahko pride do hitrejše dekarbonizacije, razogljičenja, bolj ekološkega delovanja. Da pa pridemo do tega, pa potrebujemo seveda čim boljše kadre. In zdaj, kako pride do čim boljših kadrov, je pa seveda umetnost, kako biti čim bolj prisoten na trgu kadrov. Se pravi, čim prej biti na trgu kadrov, kar pomeni, da je treba sodelovati z univerzami, z najboljšimi univerzami na svetu. Mi delamo recimo hekatone, naredili smo hekaton z ETH Zürich, MIT-om in podobnimi univerzami, kjer probamo prek naših lastnih izzivov navdušiti najboljše študente, da bi jih to zanimiralo, da bi prišli k nam. Istočasno pa tudi dobimo rešitve, na katere mogoče mi nismo pomislili. Konferenco so organizirali Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Javna agencija Spirit Slovenije, Ministrstvo za zunanje zadeve in Gospodarska zbornica Slovenije.